Letošnji 10. jubilejni sejem Sobra 2025, 10. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja je potekal v Gornji Radgoni. Kot je ob zaključku letošnjega sejma povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, se je Sobra 2025 končal v zmagoslavnem duhu sodelovanja. Sejem je predstavil vrhunsko domačo in tujo ponudbo s področja obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, tehnološke inovacije ter ključne nacionalne organizacije in društva, ki skrbijo za varnosti in zaščito prebivalstva. Na sejmu so se predstavile tudi ključne institucije s področja obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, med njimi tudi Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Pod njenim okriljem je potekala okrogla miza o 35-letnici manevrske strukture narodne zaščite v Pomurju. O 35-letnici manevrske strukture narodne zaščite v Republiki Sloveniji so pomurska domoljubna in veteranska združenja predstavili referate in pričevanja o nalogah in aktivnostih obrambnih in varnostnih sil v Pomurju v pripravah na odločen odpor proti morebitnemu agresorju. Kratek oris takratnih mednarodnih in notranje političnih razmer v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je podal Drago Ribaš. V 80-ih letih v SFRJ je v bistvu bila kriza, ki so jih nekako v federaciji pripisovali Sloveniji. Slovenija je ves čas nasprotovala nekim ukrepom federacije in ta dojemanje se je začelo s tem, kaj se naj z Jugoslavije zgodi. Ali naj bo unitarna država in se narod imenuje jugoslovanski narod, ali pa nastane konfederalna država z bolj ostrimi ali manj ostrimi povezavami. In to se je v bistvu ves čas dogajalo. Slovenci smo nekako to spremljali z mešanimi občutki in dokler se to ni nanašalo direktno na posameznika. Ta čas niti ni bil neki velik problem, ampak leta 87 so zračunali, da je v Sloveniji povprečni osebni dohodek 80% avstrijskega. Že naslednje leto je ta odstotek padel na 45%. To se pravi, da praktično naš denar si dobil bistveno manj. In to je potem zdramilo tudi Slovence, ki so sicer branili slovenske interese v federaciji, ampak šele, ko je prišel Demos, pa je v resnici povedal tisto, kar so se pogovarjali ostali na hodniku, gremo ven. Če se ne da zmeniti, pa gremo ven. To je bilo nekaj nepojmljivega za čas, tudi za čas 80 let v tistem času. Tudi mlade generacije, rojene po vojni, se nismo ravno, ne vem kako, za ta načela, ki so nastala med drugo svetovno vojno, zanimali. Nekako najbolj nas je privlačil nogomet, košarka, rok, ki je bil nekako jugoslovanski in to je bilo tisto. Slovenci pa so se razlikovali od drugih narodov, predvsem potem, da, kar je danes zelo poudarjeno, z ekonomskim egoizmom, kot so nam učitali v Beogradu, se pravi, da si želimo boljšega življenja, da si lahko dobimo boljše plače, da je potrebno modernizirati gospodarstvo in lahko boljše živimo. V bistvu, mednacionalno politično ravnovesje federacije je bilo zelo krhko v tistem času, ni bilo Tita. Predstavniki, ki so prišli v federacijo, pa so bili republiški in so zastopali republiške interese. In zato je v bistvu leta 1989 na dveh ključnih področjih Jugoslavija razpadla. Dr. Steiner je ob svoji predstavitvi z naslovom o 35-letnici razvajajoče pojmovne akrobacije povedal: V ukazih in aktih ni bilo izraza razorožitve,
Torej se pojavlja vprašanje, ali je obstajal načrt. Odgovor za načrt je da. Davor Marjan kot največji, bi se reklo, hrvaški strokovnjak in Dimitrijevič kot srbski strokovnjak govorita o načrtu jedinstvo 1, jedinstvo 2 in jedinstvo 3. Jedinstvo 1 pomeni tisto, ko so formirali vojaška območja in korpuse. Z jedinstvom 2 so rekli, da je vojska, ki jo imajo ti korpusi, neoperativna in so krepili A ešalon, se pravi mirnodobno sestavo. In jedinstvo 3 je pomenilo preoblikovanje mirnodobne sestave vojske, zato da bodo lahko delali red znotraj, zlasti z oklepnimi strukturami znotraj Jugoslavije. Tu sta zdaj dva akta, 15.5.90 je ukaz za preselitev orožja in zvezno predsedstvo, pogledajte ga, ne bodi ga treba, je 9.1.1991 sprijelo ukaz o razorožitvi paravojaških formacij. Mi govorimo, da so nas leta 1990 razorožili, predsedstvo je pa sklep sprejelo 9.1.1991, predvsem zaradi tistega, kar se je dogajalo v krajinah, ker se je na eni strani hrvaška stran oboroževala teritorijalne obrambe v območjih, ki je bilo srbsko prebivalstvo, pa so krepili njihovo teritorijalno obrambo. Svojo temo pod naslovom Poskus razorožitve teritorijalne obrambe v Republiki Sloveniji s poudarkom na Pomurju je predstavil Ljubo Dražnik. Gospodarske in politične težave na območju Jugoslavije so bile velike. Nezaupanje med republikami se je poglabljalo, nezaupanje med zvezne institucije je bilo vse večje. Tudi v Jugoslovansko ljudsko armado ljudje so zahtevali politične in gospodarske spremembe, večjo samostojnost ter odgovornost posameznih republik. Zagovorniki teh sprememb so bile tudi politične in civilne strukture v Sloveniji. Zelo pomemben dogodek, ki je vplival kasneje tudi na nadaljnji potek osamosvojitve Slovenije, je bila zahteva jugoslovanske armade, da teritorijalna obramba preda orožje pod okrilje vojašnic JLA. V jugoslovanskem vojaškem vrhu so se odločili, da bodo vse orožje teritorijalne obrambe premestili v vojašnice in ga tako imeli pod svojim nadzorom. Ukaz za premestitev orožja skladišče teritorijalne obrambe v vojašnice JLA je v Sloveniji izdal komandant teritorijalne obrambe Republike Slovenije 15.5.1990. Več o mejnikih, o nastanku manevrske strukture narodne zaščite in njeni vlogi Ivan Smodiš. Tone Krkovič je začel po Sloveniji zbirati posameznike in je nekako jim, ki so želeli in bili pripravljeni se vključiti v ta upor, torej da se organizirajo oborožene sile, da zbiramo skupine, ki bi se uprli morebitnemu posredovanju Jugoslovanske ljudske armade. Namreč ves čas, vso to poletje leta 90 je bilo na vidiku in je bila nevarnost, da bo Jugoslovanska ljudska armada pod ukazom zveznih oblasti razglasila izredne razmere. Pojavljale so se že nekatere težave s Kosovom, v Bosni in Hercegovini in tako naprej. Jasno je bilo v Sloveniji, da se je slovenska oblast odločila na poti v samostojnost, v proces osamosvajanja Republike Slovenije in tu je ves čas visela možnost, da bo Jugoslovanska ljudska armada razglasila izredne razmere in prav z organiziranjem obrambnih sil v Sloveniji bi lahko se uprli Jugoslovanski ljudski armadi in to je bil osnovni namen takrat se povezati in organizirati to neko obrambno silo, ki bi se lahko uprla Jugoslovanski ljudski armadi pri nameri, da onemogoči proces osamosvajanja. Organizatorji si vseskozi prizadevajo ohranjati spomin na odločilna dejanja Pomurcev v osamosvojitvenih procesih Republike Slovenije. Okroglo mizo sta povezovala Anton Kosi in Drago Ribaš.